Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Kako nekaj čudovitega je čista in mirna vest, ko veš, da si vse hotel storiti pravično in po resnici. Da lahko kadarkoli, komorkoli pogledaš v oči, da te ni treba biti sram pred nikomer, da si nekaj storil. Da lahko stojiš za svojo besedo in dejanjem. Toliko bolj to velja za Božjega služabnika, za Kristusovega duhovnika, za tistega, ki mu je ogromno zaupano. Biti dobri pastir svojih ovac, ki so ti dane v skrb, je nekaj, kar se bo gotovo za večno bleščalo na kroni duhovnika. Za takšno držo si je vse skozi prizadeval naš današnji gost, zlatomašnik Nikolaj Marovt, župnik iz župnij Kozje in Buče na Kozjanskem. Lepo pozdravljeni, gospod župnik in zlatomašnik. Tudi vam hvala za povabilo. Najprej sprejmite iskrene čestitke ob vaši zlati maši. Hvala lepa. Problem letošnjih zlatomašnikov je samo to, da nas je preveč, novomašnikov bo premalo. Ja, kaj bomo sedaj storili? Ne vem, pustimo Božjo voljo, ker koncem koncev v tistem času, ko sem jaz postal duhovnik, je bilo še marsikaj drugače. In je bilo leto 51 novomašnikov. Danes pa je svoboda miselna, čustvena, poklicna, ampak so fante nimajo občutka, da je duhovništvo lep poklic. Nekoč je bil duhovniški poklic izjemno cenjen, spoštovan. Ne, to je drugo. To so bila obdobja pred drugo svetovno vojno. Ko so imeli ljudje še straho spoštovanje do duhovnika. Tako. Kar je župnik rekel, je bilo zakon. Ampak po vojni je bilo pa, veste, težko je govoriti o tistih časih, ko so bili res kruti časi, ko so duhovnike preganjali. Jaz imam v glavi, pa v spominu, pa v srcu mojega domačega župnika, gospoda Janka Kokošineka. Ki ste mu mežnarili? Ministriral smo. Ministriral? Pa mežnaral smo, pa bila smo prijatelja. Ampak enkrat smo bila v gostju, smo drve delala, pa smo dala strajce dol, pa je njegov hrbet je bil razbit, razoran. Jaz nekaj, ko so pa z vami delali, ko so božji hrbto drva vozili. Prav ne, tem pol povedal. Pri Malci pa mi razložil. Najprej on je bil tajnik mariborskega škofa pred drugo svetovno vojno. Leta 1961 ga je Gestapo. So ga Gestapovci božali na hitro in je bil izgnan 4 leta v Srbijo. Pa še 45 leta domov jesen ga pa Udba. So ga pa obtožili, da je nekomu posodil bicikl, ko ga še v Sloveniji ni bilo. In to so take krivice, veste. So ga mučili, torej fizično tudi. Pretepali. Ja, veste, kaj tisti, ko so mučili ljudi, so bili pravzaprav fizični delavci. Ne? Ker komando tega pa pretepte je dal nekdo višji. Ampak dobro. In ta možaka, ta gospod Janko Kokošinek, taka zlata duša, res je šel skozi šolo trpljenja, ampak veste, bil je odličen pridigar, predvsem pa zlat človek. In imel sem soseda, jaz sem bil blizu cerkve doma, in mene je zanimala medicina pa arhitektura. In zato mi smo študirati. Ampak, ker sem jaz v cerkvi ministriral pa mežnaral, pa je potem prišel nekaj človeka, joj, neko bo šel pa na bogoslovje. Pa je to potem, so me poklicali na en sekretar partije. Centralni komite. Celjo, ja. Pa že ne vidi, da si bil nezdrav. In zdaj še več Boga ni, pa sem ga več kaj danes nimam časa, imam pevske vaje, pa sem stal pa šel na ulice še kaj, pa tem drugim še pa tem povedal. In sem stal pa šel, pa sem me klizal pa v zbornico, je Brža pa iz okrajne komiteja prišel do sekretar, tako je bil Zvone Dragan. Zbornico v šoli? V šoli, v zbornico. Gimnazijo, ja, v gimnazijo, ne.
In so me začeli, pa je pa lepo, štipendijo damo kakršne koli. Pa sem se mislil, bolj, ko sem šel domov, jaz sem z biciklom 10 km vse v Šmartno. In mislil, fantje, noben me ni vprašal, ali imam bicikl dober, ali imam bundo, ali imam čevlje dobre, ali me zebe, tako. Zdaj me, da ko me kam študiral, ne bote. In sem se jaz potem iz protesta odločil, da bom šel na teologijo. Mama je debel pogledala, mama je bila zelo za to. Župnika smo presenetili, ker smo rekli, da mi dal potrdilo, da se lahko na teologijo pišem, da sem pač ne. Priporočilo. Ker on ni tega pričakoval. Ampak dobro, ta starejši brat je bil pa rdeč. Rekel, nismo več brata. Dobro. No in to se stvar potem pač vlekla, da sem jaz potem naredil, pač končal teologijo, imel novo mašo v Šmartni Rožni dolini, leta 70. Potem sem bil eno leto kaplan v Slovenskih Goricah, Sveto Urban pri Ptuju. Na Desterniku? Ja, v Desterniku, ja. Lepo. Potem sem bil pa 2 leti kaplan v Dravogradu. Pa je pa hec običaj bil, da so kaplana poslali po 3 letih. Jaz sem bil v Dravogradu 2 leti. Pa imel Maribor na škofiji, pa me prav škof Držišek, joj, neko, kaj bi šel z mano v pisarno. Pa prav, če bi bil da me predstavi. Gospod škof, jaz sem vam pred 3 leti obljubil pokorščino, pa se še nisem premislil. Napišite, kje pa bom šel. Ja, pa kamorkoli, sem ga kamorkoli. Zdaj pa zaradi tem, v Dravogradu je bila vse asfalt. Jaz sem bil potem v Avstriji v enem internatu vzgojitelj. Pel sem pri moškem pevskem zboru v Res Prevalje. Pa še takih. Zelo dobro ste se poznali z vsemi ljudmi, verjetno, ne tam? Ja, bo že mi zgodovo. In potem sem se pa rekel, da mama ima pa že gospodinja gor, da grem v Celje. Pa sem šel, sosedov avto, kje kozje je. Gledati naprej. Ker najprej sem doma pogledal na zemlji Slovenije, kje kozjansko je, nisem imel pojma. Pa sem pa šel v Šantjurjo z asfalta, pa na Makadam. Preko Prevorja, pa Pilsena, pa Koze, pa Buče, pa Početrtek, pa Mestinje, da sem v Mestinje spet prišel na asfalt. To je grozljivka. Pa je dobro. Rekel sem, neko obljubil si, da pa pojdem. In sem šel. Pa mi je bilo težko sprejeti to, da ste šli na tako okolje? Prvo so greš, je pa res, jaz imel veliki plus, ki je bila meni, je bila mama gospodinja. Je šla mama s menoj, Tako da, jaz sem tvrdo prav, jaz sem imel vedno doma. Ker tam, ko mama je dom. Menda kaplani bolj težijo za tem, da ostanejo v mestu. Je tako? To je pa problem današnjega časa, pa ne tudi problem mladih fantov. Glejte, v mestu, kjerkoli si, je asfalt, pa beton, pa tak, Na podeželju, glejte, moje gledanje je tako. Jaz sem na podeželju že precej let. Pa se lahko na travniku sedem, pa grem bos po travi, sem pa v središču sveta. Do Celja je 50, je 1 ura, do Maribora 1 ura, v Ljubljano 1,5 ure, do Zagreba, če me paše, 1 ura. No, potem ste pa res v središču. V središču sveta. Resno. Karkoli je bilo, tako da pa svoboden si. Je pa res, da pri nas je pravzaprav, jaz sem že dolg, jaz sem krščeval tudi že detke pa babice, pa zdaj njihove otroke pa vnuke. In potem ta vez, ta družinska vez, nastane res družinska vez. 47 let ste župnik v Kozjem in v Bučah. Ja. Ko ste prej dejali, da ste iz upora nekako potem ustrajali in odšli na teologijo, ne pa morda na medicino ali arhitekturo, verjetno so tudi drugi mladi fantje takrat se tako odločali, da so nekako se uprli temu, da so hoteli... Torej, to bi težko rekel, ker neki fantove hodili že prej v malo semenišče, v škofijsko gimnazijo.
Jaz tega nisem nikoli niti pomislil, ne, ker sem hodil v Celje, v gimnazijo. To je bilo v Celju, je bilo takrat gimnazija, učiteljišče, ekonomska šola, pa srednja šola, pa medicinska srednja šola. Ne. To je bilo vse srednja šola. Ker gimnazija je bila odskočna deska za fakulteto. Ja, in jaz sem pač želel biti na fakultetu, pa dobro. In se je speljalo tako, da sem ostal na teologiji. In so sam čakali, da bom pustil. Pustil? Zakaj pustil? Ja, ker niko je šel iz protesta, šel na teologijo, pol pa zdaj... Ker se je v 3. razredu zaljubil v učiteljico? Ne. Ne, kje pa? Ta ljubezen je meni bila v 1. razredu. Učila me je gospa Ivanka Požar, starejša gospa, zlata gospa. V njen mož je bil pa upravitelj. Imela pa 2 sina, direktor Anhovega je bil njen sin, pa drug, oba sem pa inženirja. In tako da, ne. Sedaj nimate več nobenega vpliva v Anhovem pri direktorju, ne? Sedaj bi bilo dobro, da bi imeli kakšen vpliv. Ne, na nucam. Ja, tam imajo sedaj težave s pitno vodo. Z onesnaženjem. S pitno vodo, jaz še ne mijem. No, nekako bojo gotovo uredili tudi s pomočjo države. Vi ste rojeni pa bili v Novi Cerkvi, ne? Pri Vodniku. Ja. Tam imate sedaj... Nič. Ja, imate dobrega župnika, ki je prišel iz Nemčije, ne? Gospoda Vinka Kraljiča. To je zdaj najstarejši, to je Biser Romašnik. Biser Romašnik, ja. Gotovo je, on je dal v Nemčiji marsikaj skozi. Zdaj pa tukaj ni več mladno. Bil je že pred vami na tem sedežu. Ja, no. Z izjemno zgodbo tudi, pravzaprav vsak človek ima neko izjemno zgodbo. Zakaj je vam lepo biti duhovnik? Zakaj ste vztrajali v tej službi? Ne le iz nekega upora, gotovo verjetno tudi iz nekega veselja, ne? Ali pa... Glede, če nisi vesel, razigran, dobre volje, potem boš pustil. Ne bo to ali jaz kot duhovnik, ali mož pa žena. Če ni med njima harmonije, da se pogovarjajo, ne kregajo, pogovarjajo, stvar propade. Je pa res, da z ljudmi, recimo, danes je ena družina, 3 generacije so, dedek pa babica, pa mlada 2, pa imajo 2 hčerke, žano pa živo. In otroci me imajo radi. Ko pridem v hiši, ta mala živa je stara na 5 let, preleti me, objamem, me da ljubčka, pa pogledam v žepu čokolado. Res pa je, ta korupcijski sistem je vedno v žepu. Morda zato, ker vas je prinesel Miklavž. 6. decembra ste bili rojeni, ne? Ja. To je pač slučaj. Ampak mama mi je rekla... Tako da ste že po imenu Nikolaj celo, ne? Seveda, vse je na kupu. Morda vas zamenjajo otroci malo z Miklavžem? Ne. Čeprav imamo mi vsako leto Miklavževanje v Kozjem, ampak mi imamo Miklavža ekstra, ni župnik Miklavž. Ni župnik, ne? Ker jaz bila bi bolj parkla, ne? Ja, baje, da imate zelo oster jezik, tudi dolg jezik, ne dovolite pa si nesramnosti. Glejte, preprosto je, da ko hodiš in neki talent si tak, temperament si tak in marsikdaj moraš samo v sebi potegniti zavoro. Preprosto. Jaz kot duhovnik si pa ne smem privoščiti, da bi prizadel človeka. Moje je, da ga poslušam, pa če se potem, vedete, ni problema, ki se ne bi dal rešiti. Leta nazaj sem enkrat bil na Brezjah v spovednici, spovedoval. Pa pride na gospa v spovedi, pa razlaga vse mogoče, nemogoče. Jaz nekaj gospa, jaz smo vprašali samo to, ste poročeni? Pa ja ali pa ne, kako se razumete? In ko na to dvoje mi je oboje pozitivno odgovoril, sem nekaj gospa, vete kaj? To, kar ste vi v mene šteli, vam ne verjamem. Ker gledajte, vi ste poročeni, moža imate radi, pa zvesti ste mu.
Pa doma imate otroke, pa jih radi jih imate. To pa, da se kdaj, če kakšna beseda pobegne, komu pa ne. Prav, jo, gospod, odprite okno, rada bi vas videla. Veste, ker koncem, gospod, harmonija življenja je v pogovoru. Pa ne bo to družina, ne bo to karkoli drugega. Ne? Ampak pogovor pomeni, da moram poslušati. Je prej poslušanje kot govorjenje, ne? Ja. Prej poslušanje, na prvem mestu. Ja. Ja, kaj če pa se vam kdo spove, da premalo moli, denimo? Kaj mu rečete? Se mu nasmehnem, pa preprosto mu rečem, dajte, molitev je gotovo potrebna. Ampak to, da se vi doma pogovarjate, pa da rečete žene, da imate radi, to je molitev. Ker ni, veste, mene ne prepriča nekdo, ko ima rožnoven stalno v roki, pa se pogovarjati ne zna. Recimo, vzemite primer. Na Brezjah gre marsikdo po kolenih okoli Marijinega oltarja. Ja, v redu, prav. Samo ta isti človek ustane, mora imeti lepo besedo za zunaj, za sočloveka. Ja? Ker krščanstvo ni zaprto samo v nek cerkveni prostor. Krščanstvo je moj način življenja. In to kjerkoli sem. Molitev boditi življenje celo. Preprosto, tako je. Ja. Ja, kaj pa, kako odreagirate, če vam nekdo dela krivico, če je nekdo zloben do vas, kot kristjan? Saj ne. Ja, pa se zgodi. Se zgodi, a veste... Veliko je zlobe v svetu. Marsikaj ljudje prenašamo. Gotovo. Glejte, tu krivic, ko je cerkev zdaj v tem času doživela. Ampak vedete, tu smo pravzaprav tudi mi sami veliko krivi. Pogledajte, zdaj, hvala Bogu, celjska škofija ni obremenjena z mariborsko sramoto. In tista mariborska sramota je naredila škode za desetletja. Zdaj, ker koncem duhovnik ne more biti duhovnik, pa ekonom, pa ne vem kak minister, pa ne vem karkoli. Ja, ampak pomej ob sebi ljudi, poštene ljudi, ki govorijo in delajo za skupno dobro. Ne za osebno. Tako da, to recimo pa okoli te bedaste betnave. Če bi tam pametno, tukaj delajo krivico škofu Krambergerju. Ker škof Kramberger je zaupal svojim sodelavcem. Ampak ti njegovi sodelavci so ga okoli prinesli. In to je tragedija. To je težka stvar, ja. Čeprav po malem nekako se vsi učimo, verjetno tudi tiste osnovne kreposti, temeljne ponižnosti, brez katere verjetno ni ničesar. Tudi ne kreposti ljubezni. Ali kako vi mislite? Glejte, ponižnost je v tem, da znam jaz kot človek. Sam sebe reč, niko to pa ni bilo pravo. Pa, da sočloveka, ne bo to farana, ne bo to znanca, ne bo to tujca, kogarkoli že, da mu posluhnem. Zdaj sem bil kozem, pa sem imel kratke hlače, pa pridem do cerke, pa niso vedeli, da sem fajmošter, ne. Nič hudega, pa jih nisem razlagal, ne. Sam slučajno sem imel pa ključe od cerke, sem moj, nekaj vedete, če vas zanima, se vam pokažem, dokler ni župnika, ne. Niso neki tujci, ne vem, odkot so bili, dobro, zakaj pa ne, da. So vas lahko bolj sproščeno kaj vprašali? Vse pa, ko so končali, si jih pa na kavo pobabil, zdaj pa da vas župnik na kavo pobavi. To je tak, ne. Lepo. Kako pa se spominjate vaših študijskih let, potem, ko ste se izneverili predstavnikom partije in odšli svojo pot? Glejte, ta leta so bila čudovita. Mi smo prišli v Ljubljano,
ker takrat je bilo eno bogoslovje v Ljubljani, ne, za celo Slovenijo. In tam je bilo pravzaprav zanimivo, so bile dve kasti. Ena kasta so bili, tisti, ki so bili pri malem semenišču, so bili že v gimnaziji, pa torej so teološko so bili veliko pred nami, ne. Mi smo že pa z državnih gimnazij, seveda, ne, tak, ne. In že tu je bilo malo napeto, zdaj sami se nisem zahirali, mi smo popoldan, po televiziru smo mi trok igrali. Skripta, vse si moral vedeti, ja, ne. Ampak tisto, bom se nekaj sem se naučil, nekaj si bom zapomnil, nekaj sem znal, nekaj pa ne znal, ne. Saj nisem profesor. Ja, še. Ampak dobro, to je tako, veste, lepa doživetja, ne. In smo bili res prijatelji, ne. Žal, nekih je potem tudi šlo, ampak to je tako, ne. Je bil pa razmeroma majhen procent odpada. Ne. To pa ja. Tarok pa šnops sta se vam posebej priljubila, ne? Tarok mi je tako, da to je farška igra. Celo faroška igra. Ja, včasih so hodili duhovniki, ko še ni bilo mopedov, pa motore, bavdo, so hodili sosednjo župni tak enkrat na teden. En večer, so 4 zbrali, vrgli pa ti taroka, to je bil farška igra. To je pa župniki so, tarok morajo znati igrati, ne. Bolj smo pa na Kozjansko, pa normalno igra, ne. Je bil pa hec, tam so bili eni možakari, ko so redno igrali, ne. In v Štariji, jaz sem slučajno prišel v Štarijo, pa gledam, pa prvo je ga gledajte z menoj, gledajte z nami žvilat. Pa sem me nasmejal, fantje, tak bogat, da bi tak denar zapravljal, nisem, pa tak boginj je, da bi se ga tak služil. Vam lahko dam za pijačo, to ja, lahko tudi patijo, ampak brez denarja. Ne. Pa ne, nisem sam sedel, ampak dobro, povedal pa sem to, kar sem mislil. So vedeli, da ste župnik? Jo, seveda, normalno. Vedete, kaj ti se bolj, župnika vsak mal rad provocira. Zakaj je to tako? Zakaj je to tako? Kak davč gre? Zakaj je to tako, da rad župnika provocira vsakdo? Ne, to je tako, veste, to je tak, ko imaš občutek, ne, ta pa malo nagajivosti. Ne sme nič nazaj reči, ne. Aha. Mora biti vluden pa fin, ne, da ga pa malo, ne, pa ne. Tako da so vrata pravzaprav vašega Faroža v Kozjem in v Bučah široko odprta. Ja, vsakemu. Za vas je zelo pomemben ta dialog z vašimi župljani, z vašimi s komarkoli ga srečam. S komarkoli. Tako da. Zelo zanimivo. Imeli ste kar nekaj zanimivih dogodivščin tam v vašem koncu, tudi ob obisku škofov, ob vaših birmah in tako sem nekje prebral, ne? Kar je odmevalo daleč naokoli, da ste bili celo tako pogumni, da ste nekoč... Cerkev zaklenil. Pred kom? Pred škofom. Ja, in kaj je to pomenilo? Ne, to je tak, škof nič kriv. Vic je bil pa tem, tukaj je škof Grmič, smo bila prijatelja. In on je bi prišel k nam na Birmo, ne. Ampak potem bilo pa v Mariboru neke take peripetije in je škof Kramberger postal ordinarij. In jaz sem šel v Maribor, škofu Krambergerju, pisarno, rekel, gospod škof, lepo prosim, če bi mi Birmo letošnjega leta na Bučah predstavili. Za eno leto, Grmič ne more iti, ne more birmat, fajn bi bilo, če bi eno postavili, da se to malo stvar umeri, pa bomo videli. Ne? Gospod škof Kramberger je vzel svoj listek, pa ga Birmo Buče prečrtal z rdečo tušanko. To je bilo za mene dovolj zgovorno. Za letos, za drugo leto pa potem? Ja, ampak v ta najn dogovor, ki ni bil spor, so se strašno pobožni gospodje zgražali. Kaj si pa niko dovoli? Škofo, reč ne. Kaj si dovoli? In so potem pripeljali škofa Bogi Gariveža, pa svoje birmance s seboj,
nekaj 10 evrov, nekaj bo, nekaj tega. Ne. Naši birmanci so se pelali mimo na Birmo, v Šmarje. Nobeden se ni tam ustavil. Jaz sem pa crkvo prvo sem zaklenil, pa sem šel v Kozje, normalno. In iz tistega je nastala pa taka čudna zadeva. Ne. Ampak ste potem imeli čez eno leto Birmo, je prišel Milo sem se potem srečala z škofom Krambergerjem v Ljubljani na seji SSDL. Ste morali obvezno priti tja, verjetno, ne? Ja, tam smo bili člani tega še. In je rekel, gospod Neko, kdaj bi lahko na Buče prišel? Neko, gospod Škof, na Bučah in v Kozjem, v župnišču so vam vedno odprta vrata. Pridite, kadar želite. To je vaš. Odločite se. Ja, pa bi prišel na pogovor z kločarji, pa če bi še oni iz Kozjega prišli, ne? V redu, ni problem. In je bil en večer, je prišel, od sezone možake, sedeli smo se po pisarni, sedeli pa hecali, ne? In vede, ni beseda padla ob Birmi. Ampak so možake rekli, jej, gospod, veste, kak je bilo lepo. Ko se pogovarjamo. Kaj pa je pomenila vaša in Škofova navzočnost na SZDL, ste rekli, to je pomenilo Socialistična zveza delovnega ljudstva, ne? Ne vem, kaj je bilo, nekaj sestanek, je bil nekaj seje, pa je bil Kramberger, da pa novoletni sprejem je bil. In da se tudi na take problematične fajmošte povabili. Tovariši so vas gostili. Ja, to je bilo normalno. Ja. No, vi ste bili zanimivo, ste dejali tudi prijatelj, osebni prijatelj, bil pa je tudi vaš profesor, škof Vekoslav Grmič, ne? Seveda. Kako je bil kot profesor, kako ste ga doživljali kot profesor? Vendarle je bil znan kot teolog, filozof, dogmatik. Je bila edina napaka, da je postal škof. Bil je odličen profesor, ker če bi on ostal profesor, pravzaprav, veste, ker je tudi v tistem času, so bili profesori, torej Teža, je bil Janžekovič, je bil Aleksič, je bil Trstenjak, je bil Cajnkar, je tudi med temi pomembnimi je bil tudi Grmič. Žal pa je, potem, ob tem, ko je postal škof, pa ni postal ordinari, ne, da je postal pomožni škof, je bil pa on osebno prizadet. Zakaj so nekateri očitali škofu, pomožnemu mariborskemu škofu, doktorju Vekoslavu Grmiču, da je imel tak način poučevanja, predavanja, da so nekateri študentje teologije zapustili teologijo? Je to res? Veste, ne. To ne more. Vedno, ko nekdo nekaj zapusti, išče razloge pred drugim, ne pri sebi. Pomeni, to je laž, ne? Točno. Je pa res, da je imel svoj način. Vede, ker filozofija, kako so jo pač fante razumeli, mečkaš, ne, levo pa desno, ne, kuhaš. Pri Grmiču je pa vprašanje A, B, C. Tudi odgovor A, B, C. In si potem v kratkih stavkih, ampak logika mora biti, ne. Moraš si stvar vedeti, kaj govoriš, ne. To pa se marsikdaj pri teh, ko so se mečkali, ni bilo, ne. No, mnogi vaši kolegi, starejši duhovniki povedo, da je škof Grmič bil odličen predavatelj. Odličen predavatelj. Torej, moja izkušnja je taka, ne, da, ne veš, ne veš, pač si gledaš tak, ne. Je pa res, enkrat je bil jaz sem bil slučajno vodja letnika že v Mariboru, ne, ko sta dva, nekam sta šla, popoldan, pa ne, in so se bolj zgražali, levo pa desno, ne. Pol je pa poklical škof Grmič svojo pisarno, svojo sobo, kompletni letnik, ne. Jaz pa tudi se poslušam, ko je on nadiral te fante, pa sem rekel, gospod Škof, oprostite, to ste vi krivi. Pa bo jaz. Rekel, zato, ker vas ni bilo, da bi vas lahko vprašala, če fantje lahko gresta, pa sta šla. Ampak, ko pride domov, jih vprašajte, kje ste bili. Ne se pa kregati. Ne? Ker konec koncev smo odrasli ljudje, zakaj bi se drug na drugem drlo. Pogumni ste.
Pogumni ste, da ste škofu povedali resnico. Ja. Zdaj pa, veste, vi ste bil potem, ker tudi vedno sem bil tak, da meni se ni dal kaj učitati. Ste bili človek resnice. Ste hoteli biti tako, ne? Veste, jaz sem bil v bogoslovju in tisto leta je po ulici meni nikoli privlačilo. Ker hec je bil že v Ljubljani, ne? Ko sem srečal te sošolce z gimnazije. Pa nekateri fanti več, da niso bili nikoli povezavi s puncami, ne. Zdaj smo sošolki, niko piti na kavo, moram šel. Pa so šli enkrat, 2-3 z menoj, ne, v študentsko naselje, ne. Sam gledal so, kako se sproščeno obnaša, ker sproščenost mora biti, ne. Da bi pa tudi, mislim, res v gimnaziji, smo bili pa kot bratje pa sestre. Ne kot fantje, pa nekaj da. Kot bratje in sestre, to je tak čar, pač naravno. Je tako druženje z dekleti za bogoslovca ali pa mladega duhovnika lahko tudi igranje z ognjem? Ja, seveda, ampak gledajte, torej, moja izkušnja je taka, če že v gimnaziji prej greš preko tega. Nekaj recimo, no pa to posmano, to ni za nam. No, kar povejte. Če boste povedali kaj takega, bomo izrezali. Ne. Šalim se. Ja. V gimnaziji sem hodil na plesne vaje. Pole pa na sošolka, smo bila pač tako, da sem bila malo zaljubljena. Pa je rekla, joj, veste, sem bila pri sošolcu. Pri stanku, to sem bila popoldan. Ja, v redu. Če veš ko, ne hodi k stanku to. Te bil pa sošolc, ki se je v vsako zvezo se opikoval, sam da bi lahko delal zdraho. Prav, jaz sem svobodna. Ja, si. Pa sem zvel denarnico, sem imel njeno sliko v denarnici, pa sem tomu svobodo. Hvala lepa, lahko noč. Pa sem žel. Ja, kaj pa se zgodi, vse je znano pravzaprav, da so tudi sicer redki duhovniki, ki so bili v kakšni zvezi, pač po svoji slabosti verjetno, ne? In so spočeli otroka. Tega niso oni, so ga žena. Ja? Ja, ampak gledajte, moje gledanje je, če je duhovnik imel otroka, potem naj pusti duhovniško službo. Naj pusti duhovniško službo. Namreč zakaj? Zato, ker otrok potrebuje družino. Mora imeti očeta in mamo. Ja, mora imeti očeta. Ker, veste, ti so skrivane levo pa desno. Se mi zdi nezrelo. In otroka žališ. Se pravi, je korektno do otroka, če je že bil spočet, da ima oba starša? Ja. Mislim, tu brez debate. Ja, kaj pa evangeličani in drugi protestanti, ki so lahko poročeni? Ja, sej. Ampak to je že tradicija. To gre skozi stoletja. Ne? Je to šlo. Ne? V katoliški cerkvi sem pa jaz prav zato, da duhovnik ni poročen. Torej niste za ukinitev celibata? Niste za ukinitev celibata? Ne. Namreč zakaj? Zato, ker človek, veste, duhovnik naj bo vsem srcem v župniji. Pa, veste, v župniji, v spovednici mora biti tišina. In to, kar se v spovednici zvedo, od tam ostane. To je spovedna molčečnost, ki je zaveza? Ja, brez debate. Če bi bil poročen, pa veste, v tistem tudi intimnem razgovoru kdaj. Bi lahko kaj izdal? Ti pobegne. Ne? Ali ima duhovnik vendarle od Boga ta dar, da tisto, kar je bilo za stenami spovednice, da tako rečem, ostane tam? To mora biti dar Božji tako ali tak. Ampak to mora biti tvoja odločitev. Ker veste, pri vsake stvari ti Bog pomaga. Sam brez tvojega sodelovanja ne. Bog ne podpira lenobe. Pomaga pa človeku, ki se trudi. To pa ja. Pri vas se je nekoč dogajala tudi, kako se je to reklo, skupinska odveza. Skupno spoved, ja. Ja. Ja.
Ni dovoljeno, ne? Ali je dovoljeno? V kakšnih primerih je to dovoljeno? To je bil problem, namreč spoved. Pri nas je bilo pač, ne, jaz sem pač šel v to smer šel in en kolega je bil pač ljubosumen, ker on je bil pravzaprav znan spovednik, ampak ko je se vedlo, da je skupno spoved na Bučah ali po Kozjem, je bila njegova župnija prazna. So vsi pridrveli sem? So gore, pol je pa to pri nas bilo enkrat, v Škof Kramberga že, pa prav joj, v spovedi, neko gospod Škof, obljubim vas, da na Bučah in Kozjem pred 4. nedeljo, adventno ali velikonočno, ne bo skupne spovedi. Je ne bo več. Ne? Pol mi pa en prav, pa kako vam se mislil, da ko je Škof šel, lej, skupno spovedi pri nas za dekanijo ne bo več. Ne? Ampak je pa v izjemnih primerih vendarle dovoljena, ne? Veste, koncem koncev izjemni primeri so od vojne naprej. Ne? Tudi vojni korati, ne, so dajali odvezo, skupno odvezo. Torej v raznih nesrečah, nevarnosti? Ja, to je vedno tak, ne. Ko ne bi bilo mogoče spovedati vsakega posamezno, ko ni časa morda, ne? Ne časa. Veste, ko niste nikoli spovednice bili. O ja, veliko krat sem bil. Že, sam ne na pravi strani. Ne na pravi strani. Ja. A veste, kot tuk stvari, ne, ker res mene ne zanima, če ni upravo jutranje molitve, pa če ne vem, koliko je te rekel, hodiš, pa ne vem kaj. Ne. To so stvari, to je stvar kulture, to je stvar dostojnosti, da se znaš, kjerkoli že si, tudi če te kaj razjezi, ne moš stvari reševati s kletvijo. Ne gre. Tako da to pač, zato mene vedno moti, ne. Ja, spoved naj bo, tudi ko spovediš v spovednici, naj bo pogovor. Veste, ker kdaj kakva zadeva, ko se tudi meni razjasni, nekdo, ko prišel k spovedi, pa kaj pove, pa razmišljam, ima pa mož prav, ima človek prav. Samo pojmo je treba to njegovo prav osvetliti. Ne? Da se bo zavedal, da je to njegovo delo, da je to njegova svoboda, da je to njegova dolžnost misliti svojo glavo. Poglejte, vsak dan se pred našimi očmi, pri vsaki sveti mašni daritvi, pravzaprav vsako jutro ali zvečer, kakorkoli, kdaj jo imate, kdaj jo darujete, odvija največja drama, žaloigra največja, ko se Kristus daruje za nas ljudi, ko neizmerno trpi. Vsakokrat se vrnemo v duhu, ko ni časa, na Kalvarijo v Jeruzalemu, kjer se to dogaja. Sveta maša je podaljšana kalvarijska daritev v naš čas, ne? Pa vendar tako malo vernikov na drugi strani v cerkvi, ki bi bili deležni teh milosti. Kako gledate na to? Kar se tiče obhajila, ne? Predvsem pa tudi, kar se tiče odnosa do svete maše, do dogajanja. Ne? In udeležbe. Udeležba. Ne? A veste, žal, tudi mi duhovniki, kdaj pa kdaj, bomo rekli že avtomatsko, mašujemo. Ker smisel svete maše je v tem, da se zavedaš, da je vsaka sveta maša, kjerkoli, kadarkoli, od kogarkoli že, je Jezusova daritev. To ni moja zabava. To ni papežev luksus. Ampak to je, ampak v tem, veste, se tudi mi ljudje, žal tudi duhovniki, premalokrat zavemo, pa predvsem premalokrat se postavimo v vlogo apostolov pri zadnji večerji. Ko recimo prav potem, ne, gledaš, mene je Tomaš, recimo, ljub, ne. Apostol Tomaš. Ja. Ko misli svojo glavo, ne, a veste, da misli svojo glavo pomeni, Gospod, odpusti mi.
Čeprav vi ste bolj podobni apostolu Bartolomeju, ki je bil doma iz Kane Galilejske, ne? Za katerega je Jezus rekel, da je to pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. Ja, ampak veste, jaz nisem Izraelec, pa v meni je marsikaj zvijača. Ja, pa mislim, da ne. Glede na to, da ste tako direktni, da poveste resnico, pogumni. Z leti pride, da marsikdaj si tiho, pa tudi poveš to, kar pa poveš, pa ni žaljivo. Ker ko sem bil mlad, si plusknil, tako da. Je pomembno ta sproščenost za duhovnika, ne? Da je tudi humorno razpoložen. A veste, svetopismo piše, veselega darovalca ljubi Gospod. Tako. Pa nenehno se veselite. Ne, nekaj dolgocajtnih sihta pa bodi pametno. Ja. No, nekaj zanimivega bi vas še rad vprašal, vendarle, ker ste prej povedali, da ste bili osebni prijatelj škofa Grmiča. Ja. Pa me zanima, vem, da ste ga tudi veliko prevažali naokoli. Res je. Ste bili njegov osebni šofer. Vozil je profesor Reichmann, pa Grmič, pa mi smo bili trije, smo bili res veliko skupaj. Tudi pri papežu smo bili. Tudi pri papežu, ne? Ja. Kaj ste takrat delali pri papežu? S kakšnim namenom ste šli? To je bil Janez Pavel II, ne? Ja. Veste, problem je bil pravzaprav samo v tem, da sta ta dva velika moža izhajala vsak iz svoje izkušnje komunizma. Grmič je bil s temi rdečimi, imel precej povezave, od Ribičiča naprej. Ne? Ja. Malo preveč, ne? No, to smo. Verjetno. Na drugi strani, škof oziroma papež je imel pa, veste, poljsko izkušnjo. Ker koncem konca, veste, pri Poljakih, ne, je bilo to 20 milijonov ljudi je bilo, ne, zdaj je več, ampak takrat je bilo 20 milijonov, so bili dejansko, preko Poljske, ne, so šli najprej nacizm v Rusijo, pol Rusi v Nemčijo. Ampak Poljaki so ostali verni. Ampak tista temeljna točka poljske vernosti ni Varšava, pač pa Częstochowa. Glavno Marijino središče. Ja, Marijino Božjo svetišče. A veste, ta Częstochowa, Slovenci imamo Brezje, Francozi imajo Lourdes, Španci imajo Fatimo, ampak tista Częstochowska Mati Božja je pravzaprav združevala in dala moč. In tam so bili konec Višinski, je bil ta kardinal, ne, ki je pravzaprav, veste, versko bil dovolj močen. Kaj je škofu Grmiču pomenila Marija? Vprašanje. On je bil dogmatik, on je bil moralist, ne? On je bil dogmatik. Ne? Torej, nikdar nismo tako, z Grmičem nismo nikdar na tak način o veri razpravljali. Smo vedno šli bolj politično z te teme. Ne? Tak da. No, ta njegova nekako povezanost in vera v to, da bi s partijo vendarle cerkev lahko sodelovala? Ja, on bi rad imel dialog, ne? On se je šel, kar je pa seveda, ta dialog bi pri nas, no, spomnim se, ko je bilo, ko je šel z papeževe sobe, ne? Ko je rekel papež, da ni dialoga, ne? Pa vendar je, ne? Ko bi vsaj tih bil. Janez Pavel mu je rekel, da ni dialoga s partijo, s komunizmom. Ja, ne? Ja, pa vendar je, pa šel, ko je že šel v sobe, ne? A vete, če škof Grmič ne bi tako simpatiziral s to teologijo osvoboditve, ne? Ali bi morda bil imenovan za ordinarja v Mariboru? Vprašanje. Veste, ker koncem to ni bil samo odnos papež škof. Ker tukaj koncem imel tudi veliko opozicije v mariborski škofiji sami. Več dejavnikov je bilo pri tem. To so take stvari, veste, ko je težko. Ker koncem tudi na pogreb Grmičev, je bolj ta majhen Slovenc prišel. On nima tam kaj početi.
To pomeni, so bili pa veliko skupaj, nekaj temo, jaz sem Grmiča vozil po Sloveniji, velikat, ne. In smo bili v Ribičičevem vikendu dol na morju, ne. Pri Mitji Ribičiču. Ja. In s kakšnim namenom ga je obiskoval? Prijatelja sta bila. Prijatelja? Ja. Ali je škof Grmič imel namen Ribičiču pomagati, tudi da bi rešil svojo dušo morda? Ne, glede na to, da kar vemo. Tako bi težko malo, ne bi da gledal. Ampak, tudi ljudje so govorili o sožitju. Govorili so o tej harmoniji med krščanstvom pa komunizmom. Ne? Človeški. Ja, tudi. Ker koncem koncev, veste, razlika je, ne, ker pravi komunizem je čudovita zadeva. Ne? Ker pravi komunizem je sistem skupnosti, sistem pogovora, sistem razumevanja, iskanja skupne poti. Ne partija. To je drugo. Ne? Razumem. Pa ste vi in škof Grmič takrat že morda vedeli za med in povojne množične poboje? Torej, takrat se o tem sploh, če so se Grmič pa Ribičič pogovarjala, je gotovo Grmič vedel. Ne? Ker konce, veste, da mu je Ribičič to povedal. Profesor. Mi pravzaprav pa nismo o tem imeli pojma. Tudi v zgodovini, v gimnaziji. Ne? Naša zgodovina se je končala leta 1945. Ne? Vemo pa, da je najhujša slovenska zgodovina se je dogajala leta 1945, 1948. Kako pa vi osebno zdaj gledate na ta problem naše slovenske sprave, ko nekako se ne moremo uravnotežiti in iti po eni poti resnice? Resnica je gotovo ena, ne? Pri vseh teh stvarih. Imamo pa sedaj na eni strani ene zgodovinarje, na drugi strani druge, eni zagovarjajo to, drugi drugo, eni ne sprejemajo argumentov, dokazov. Pri vsej zadevi, torej moje gledanje je tako, ne, bi tem ljudem, ki so dejansko šli skozi trpljenje, morali dati vse priznanje. Ne bo to od pokojnin naprej. Veste, ker koncem koncev, zdaj postavljati v Ljubljani nov spomenik in to temu z brkami, ne, ja. Stanovniku, mislite? Ja. Se delo zdi stvar neresna, ne. Ker koncem vzemo Kidičev spomenik, ki bi že moral davni biti v muzeju, je še zdaj Ljubljana, ne. Ampak vse Kidič ni nasodno, zdaj je tukaj, pravzaprav je problem v tem, ko je Ljubljana taka zasvojena, ne, lahko postavijo mošejo, lahko pa tam eno, drugo pa tretje, Bog ne daj pa, da bi cerkev živela od slovenska, ne, v Ljubljani. Ne. To so take stvari, no, pač, ne smem nič reči, ampak pa naj bo. Sramota je, da je v slovenski prestolnici človek, ki prvič ne zna dobro slovensko, drugič ni Slovenc, nima duše slovenske, ne, pa še bi lahko našteval. Znano je, da ste vi tudi proti temu, da se je teološka fakulteta vključila v Ljubljansko univerzo. Jo. Zakaj? Veste zakaj? Zato, ker to je moje gledanje. Ne? Teološka fakulteta je fakulteta, ki se pripravlja na duhovniški poklic. Problem je pa nastal takrat, ko so mislili, da bo zdaj teologija, da bojo od osnovne šole naprej imeli vsi verouk v šoli. In bojo potem ta mlada profesorica katehistinje. In zato pa se nuca pa fakulteta, lahko imajo fakulteta bunci, ampak teološka fakulteta ne sodi na univerzo. Ja. Vede, ker... No, vsekakor takrat je vendarle malo drugače izgledala ta profesura, ne? Ti profesori so
takrat pomenili, zgleda, nekako več, ali kako je to? Glejte, gotovo, ne, ker stvar je v tem, ne, že v bogoslovju se je pravzaprav naredila ena selekcija, da so fantje, ki so imeli bolj pastoralni občutek, bolj za pastoralo, torej za duhovniško službo na terenu, ali pa za znanstveno delo, za študij. Ne. Potem so lahko štiri karkoli že, ne. Ker lejte, duhovnik na župniji, pravzaprav njegovo znanje mora biti široko. Profesor lahko pa je specialist. Ne. In tiste širine nima. Ker končno to je pa v medicini. Splošen doktor, je splošen doktor. Torej na enem področju, Ja. ne? Ravno zato, kar ste sedaj rekli, da duhovnik mora imeti široko širino, Ja. Vam ni bila dovolj teologija, da ste odšli še na pravno fakulteto, ali kaj? Ja, tisto sem jaz tako za svojo dušo, ne. Ker smo raz profesor Ojnikom prijatelja, pa je tam tedy že, on je šel s ostali, jaz sem nucal profesorja prava, ne, pa tisto. Potem sem pa jaz doma študiral, pa so, nekdo me je videl, Maribor na fakulteti, naš župnik pa pusto, ne. Pa sem prišel domov, pa prav, mama, a ti je treba? Pa sem mislil, niko pa te res ni treba. Pa sem pusto. Prav na fakulteto, no. Imam še kako knjigo, prav, dobro. Prometne predpise pa znam. Torej, sedaj ste na vaši tretji župniji, rekli ste, da je bila prva v Slovenskih Goricah pri Svetem Urbanu, na Destrniku 1 leto, potem 2 leti v Dravogradu Tako. in sedaj v Kozjem in Bučah, ne? 47 let. Spoznali ste, da vsaka župnija, pravzaprav kamorkoli pridete kot župnik ali kaplan, ima svoj čar, ne? Svoj čar, to je res, ampak tisti čar moraš tudi sam prinesti zraven. Ker ne bo to duhovnik, ne bo to kaplan, župnik, kdorkoli že, ne, mora neke topline prinesti s seboj. Preprosto. Si želite ali pa se zgledujete morda po kakšnih drugih župnijah v vaši okolici? Bi si kaj uredili? Ne. Ne. Namreč stvar je v tem. Zdaj je tako ali tako našemu prejšnjemu carskemu škofu imel ene težave s predstavitvami, ne. Pa sem se mu nasmejal, rekel, veš kot Stanko, mene lahko predstaviš kamorkoli in kadarkoli. Edini pogoj pa je, da dobi Kozje Buče istočasno tudi župnika. Ne, da bi meni dal, drugi pa nobenega, ne, ampak edini pogoj. Me lahko daš, ker ni bilo, tam eni mladi fante niso šli, zdaj sem se smejal, nekaj Stanko meni lahko daš kadarkoli in kamorkoli. Pa ni, sem ostal tu. Ste ostali, ne? Sedaj, ko niste več tako rosno mladi, ne? Verjetno ne. Menda hodite po zdravila v eno najstarejših lekarn v Evropi, v Olimje. Je to res? Ne. Ne. V Olimju smo prijatelji, jasno stvar. Ja. Če nusam patrave kavice za zdravilo, gimbonje, to je. Jih dobite, ne? Ja. Pa v čokoladnico. V čokoladnico tudi? Ne, čokolade pa ne maram. Ne marate čokolade, dobro. So sosedje. Res pa je, da zdaj, hvala Bogu, v Kozjem je zdravnica, ko sem že, odkar si tukaj, to je 30 let, ne? Če kaj nucam zdravila, pokličem, pa mi prinesejo domov, Darja. Kardiologa, imam pa res vrhunskega zraven gospoda Marinčka. Namreč on je pa strokovnjak, pač specialist in je doma Kozjan, ne? In enkrat je bil hec, gledam, več on živi v Celju, ne? Prišel je k Maševcu, na Buče, oziroma Kozje. Jej, na koncu, ne? Gospod doktor, imamo eno prošnjo, najprej vas moram pozdraviti, sem šel dovolj, ne? Kdaj bi lahko k vam prišel na pregled? Roka začeta. Pa sem vas rekel, fanal, ne vete, to je zdaj zloraba družbenega položaja. 44. leta ste bili rojeni. Ja. 46. leta ste se preselili iz Nove Cerkve v Šmartno v Rožni dolini. Ja.
In potem že po enem letu tam vam je menda umrl vaš oče. Umrl oče. 35 let star? Koliko? 35 let, ja. In pa takrat, v tisti trenutek, tisti dogodek, mi je vedno znova v spominu, namreč, ko razmišljam o mami. Mama je šla v Celje z rešilcem, se pelala ata, znam, pa je ata na njeni ramo se naslovno pa zaspal. Pa prav šoferom, ga zbudim, pa prav ne, kaj pusti, ga bolel ne bo. So se pelali pa v Celje in bil pa ata mrtev. Pa je pa mama pustila mrtvega moža v Celju, sama šla pa 10 km domov. Doma pa 3. 10, 6 pa 3. Fantje, sinovi. So fantje, ja, sinovi, ja. Vi ste bili stari 3 leta, najmlajši. Ja, bil najmlajši, ja. Vedno, ko to razmišljaš, ne, tisti križov pot, ki je mama takrat dala skozi, ne moreš verjeti, ne. Vi ste imeli mesarijo pred vojno, ne? Mi smo imeli pred vojno in povedali mesarijo. Vaš dedek ali kako? Prosim? Vaši dedki? Ja. Ne, mi smo stanovali pač v eni stavbi, blizu cerkve. V Štariji je bila pred vojno gostilni, spodaj smo imeli fino mesarijo, ampak potem ata je umrl in je vse skupaj šlo po zlu, torej pač ne. In je mama šla delati na državno posestvo, da smo lahko živeli. Tako da. Ste pogrešali očeta? Veste kaj, niti ne. Ste bili še premali, ne? Meni je bila mama, veste, tisti ves svet, miselni, čustveni svet, ne. Ker mi smo spali v eni sobi, ker smo imeli samo kuhno pa sobo, v posle sta spala brata, jaz sem pa z mame spal. Do srednje šole. No, tako da, ne vem, pač no. Vaša mama vam se je potem spremljala tudi na vaši duhovniški poti naprej, ne? Seveda, ja. Je postala vaša kuharica, gospodinja? Ja, je bila vedno mama. Jaz nisem farožen, jaz nisem imel kuharice. Hec je bil, ko je bila mena že gospodinja v Dravogradu. Pa ne vem, kaj je bilo v neki cerkvi, pa mama, tako je, mama na kuhinjskih vratih, župnik na svojih pisanjih, jaz sem že onda stopila, mama nekaj me uplajbala, da. Pa nekaj, ti gospa, nekaj moraš vedeti, ti imaš oltar v kuhinji, jaz pa v cerkvi. Vsak pri svojemu šujmo. Pa brez problema. Pa z nobenom pa šel, v redu. Pol čez en čas pa potrka župnik, me dol pokliče, pa kako se potem meniš? Sem rekel, kako pa sem narobe rekel? Ko se stavi mama ostro, sem rekel, ne, oprosti. Tako me je naučila, tako se pa pogovarjam. In kako sem videla s ono gospod medma, tebe nič ne briga, ker ti ni da krivda. Da, pa so take pač malenkosti. Prav danes je god praznik žalostne Matere Božje v katoliški cerkvi. Vaša mama in številne mame so dale marsikaj skozi. Jezusova mati pa gotovo največje bolečine. To ni primerjave, ne. Če razmišljate, da je šla najprej teti Elizi pokazati, da ima sineka, ne pričakuje, ne, od Jana kasnega mama, ne, da so šli skupaj, potem tragedija, pa tudi skrivnost božičnega večera, ne, ko ni bilo za mlado družino prostora, pa na travnik, na pašnik, potem beg v Egipt, to vrnejo nazaj in lepota v Nazaretu. In zanimivo, da ta mladenič je edinokrat bil nesramen, ko so bili v Jeruzalemu. Sta ga Marija pa Jožef iskala, on pa v templju. Zakaj se ne bo to storil? Ja, kost, nista vedela, da mora biti v tem, kar je mojega očeta. In je šel z nama in je bil pokoren. Tako da to so take. Pa zanimivo, ne? Ampak šele potem
se je pravzaprav začela njena kalvarija. Ne? Čeprav je vedela kot izbranka Božja, da Gotovo, nekaj posebnega je bilo, jasno. Ne? Ampak zanimivo je, ko so bili na svadbi v Kani Galilejski, ne? Mama kot mama, vidi, da jim vina zmanjkuje, ne? Pa drugega sina že vina nimajo. Pa se nasmejo, verjete, kaj ima briga. Ne? Ampak mama, veste, Vira, ko ve, da njen sin bo pomagal, reče služabnikom, karkoli vam preže storite. In so napolnili varče z vodo, ne sa starešini, pa v okusi. Ja, kaj pa se si že te boljšega zdaj dal? To so take zanimive, duhovite, iskrive, lepe zadeve, ko svetopismo človek prebira. Ja, to so lepe. Kaj pa potem, ko so prišle najtežje na vrsto? A veste, če bi tega ne bilo, ne? Jezus je zato prišel na svet, da je popravil to, kar sta Adama in Eva naredila, pogrešila. Ne? Mi ljudje nismo bili sposobni premagati hudega duha. Šele Jezus, ne? druga Božja oseba, pravi Bog imel človek, je bil sposoben, imel moč se postaviti hudemu duhu po konci. Ja. To so take, razmišljajte tega. Prav včeraj smo poslušali v Evangeliju, Bog svojega sina namreč ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Ja, sej, veste, ker koncem gledate, Jezus ni nikoli sodil, obsojal pa sploh ni, ne? Ampak povedal je, prijatelj, da bo pametno nosite, no. No, vi ste veseli, zmeraj, ko skupaj z vašimi farani molite, nekje ste izjavili, da je lepota vašega poklica tudi to, da skupaj z njimi molite za zdravo pamet. Ja. Zakaj je to tako bistveno, tako pomembno? Glede zato, ker ob tem, da je zdrava pamet, prisluhneš veliko lažje Božji besedi. Torej, modrost je to, zdrava pamet. Da razumeš. No, recimo, no, jaz ne bi teh izrazov uporabljal. Bolj preprosto izrazov. Veste, zdrava pamet je preprosto ta pamet, ko te pove, da si nekaj naredil narobe, da se moraš onemu opravičiti in da prav je, da se napake izogibaš. To je preprosto. Je to sodelovanje s svojo vestjo? Brez tega ne gre. Veste, je pa res, ne, ker jaz tudi velikokrat poudarim, ne, da zakaj zdrava pamet? Ampak, gledajte, vse, kar želim povedati, najprej iz srca v glavo. Ali pa iz glave v srce. Potem šele na ustnice. In ne bo potem beseda bolj topla, bolj trdna, pa ne bo žaljiva. Ker pride iz srca. Ker pride iz srca, ne? Ja. Ja. Po toliko letnih izkušnjah kot zlatomašnik, gospod Niko, kaj bi ob koncu najnega pogovora dejali? Kaj vam je bilo najlepšega v vašem duhovniškem poklicu do danes? In kaj je bilo tistega grenkega, kar bi rajši pozabili ali pa da se sploh ne bi bilo zgodilo? Veste kaj, grenkobe je bilo tako malo, da sploh ne reagiram. Ker konca in koncev, kamorkoli, v katerokoli družino sem prišel, če sem rekel dober dan, pa se ne smejo, smo bili vsi dobre volje in ko smo šli na razen, smo šli nasmejani. Čudovito. Torej, veseli župnik iz Kozjega in Buč. Veseljega darovalca, ljubega gospoda svetopisma. Zlatomašnik, najlepša hvala vam, Nekaj. da ste bili z nami. Sedaj bova še v naši režiji pogledala fotografije, ki jih bomo potem uvrstili na najin pogovor. No, lepo, da ste prinesli tako zajeten album vaših originalnih fotografij. To smo jo pri Birmi, to smo jo po prvem hajilu. Prvem obhajilu. To je bilo pa po atovi smrti. No, to so pa potem že z nunami. To je bilo pa na Krederci.
Aha, tudi planine ste radi hodili. Tu sem pa nesel na Triglav kelih, ko je gor. Lepo. To je mama pa brat. To je v prvem razredu osnovne šole. To je pa vaš župnik, ki ste ga omenjali. Janko Kokošinek. Kokošinek, ne? Ja. Torej, samo veseli župnik. To je res razveseljivo in za konec oddaje, tako da se vam lepo zahvalimo, gospod Nikolaj Marovt, župnik iz Kozjega in Buč, za to, da ste nam tako popestrili to urico. Hvala vam za vašo iskrenost, za to, da ste se žrtvovali, prišli v Maribor. Želimo vam trdnega zdravja še naprej in kaj naj rečem, da se vidimo ob vaši biserni maši spet tukaj v studiu. Ne. To pustimo, naj Bog ve, ampak če koga zanima, da bo hodil po Kozjanskem, naj se oglasi na Bučah, ker imamo dobro vino. Ja, tam vas gledajo. Aha, imamo dobro vino. Jaz nimam vinograda, imam pa vedno dobro vino za goste. Gotovo bomo prišli poskusiti vaše vino. Letos boste kaj brali? Bo dobro letos? Zelo, zelo lepo trgato je. In imamo še to, moram se pohvaliti, okolno je deževalo, pa Platoča, pa tak naprej, naša župnija, pa Kozje, pa čudovito. Nič toče. Hvala Bogu. Ja, pa res, hvala Bogu. Tako da, vedete, imeli smo srečo, ko zdaj v ureditvi župnije zvonika, ker smo zdaj postavili zvonik nov, pa ga z bakrom pokrili. In je vsak dan nam je vreme odgovarjalo. Tudi če je deževalo, popoldne pa zvečer, ampak po dnevu, ko so fanti delali, je pa bilo lepo. Pa vedno sonce. Ja, ker ste vi vsi taka sonce, očitno. To je Božji dar. Božji dar, ne? Seveda. Pri Bogu pa ni na ključi. Ne, pri Bogu ni na ključi, ampak Bog vidi, da so Bogi reveži, potrebujejo Božjo pomoč. Hvala lepa. Nikaj. Hvala lepa, gospod Nikolaj. Hvala pa tudi vam, spoštovani gledalci, ker ste naj poslušali.